Tako, vračam se z basketa iz tekme Slovenija-Turčija. Kaj reči? Prepričljiva zmaga Slovenije, mislim, da 90-72 na koncu, ker je v bistvu na koncu takšna razlika, da v glavnem rad bi strnil neke vtise, pa vedno si v ozadju ponavljam misli in primerjave s člansko ekipo, s člansko reprezentanco. Tole je zgodba U20. Najlažje bi tako opisal. Tole, kar mi gledamo z našo reprezentanco U20, je zgodba. Danijel Radosavljević je tole zgodbo s svojimi kolegi lepo sestavil. Tale zgodba, če se malo slikovito izrazim, ima začetek, nek vrhunec, upam, da še čakamo, neke drame, mogoče še zaenkrat tudi ni, zaključek bo tudi imela, v glavnem glava in rep. Fantje poznajo svoje vloge, fantje uresničujejo svoje vloge, zgodijo se napake, seveda se opozarja se na njih, jasno da, vse niti v rokah pa držita predvsem trener Radosavljević in pa podaljšana roka Urban Kroflič, tudi Padjen, mogoče na današnji tekmi ne toliko, imajo tudi 5 osebnih napak, ampak nema veze, ne gre toliko za neke posameznike, čeprav se malenkost že izklesajo ven iz ne povprečja, ampak iz nekih standardnih številk, ker velika večina fantov dosega 7, 8, 10 točk, pa še kakšno več, potem mogoče 2-3 na tekmi stopata s 15, 20. Danes mislim, da Kroflič 26, vse nema veze, v glavnem, ja. Dalje še pridemo, če so vam pa takšne analize všeč, pa vabljeni, da se naročite na moj kanal. Veliko lepše tole izgleda kot članska košarka, kar se tiče slovenske reprezentance v tem trenutku. Hočemo ali želimo to ali ne, resnica je takšna, zgodba je zelo povezana, seveda gre za drug nivo košarke, absolutno, ampak kako to izgleda organizirano, kako to funkcionira na igrišču, kdaj se jemlje timeout, kako se postavi akcija, niti eden slehernik ne, da tako rečem, laufa brez glave na igrišču, ampak so vloge jasno določene, minutaža zelo lepo razporejena. V glavnem, jaz sem zelo zadovoljen s tem, kar vidim, in smo v polfinalu domačega evropskega prvenstva. Polfinale je zelo lep uspeh že v osnovi, ampak nekako, ko gledam te fante, sem praktično prepričan, da tukaj se zgodba ne konča. Zdajle gremo na Francoze. Če se ne motim, je tekmo v soboto, sploh nisem dobro, sem skoraj prepričan, da je v soboto. Finale v nedeljo, finale se pleta še z enim drugim finalom, jasno da, žal. Ampak nekako ciljam, da bodo ti fantje šli do finala. Prvo zaradi tega, ker Francija, s katero se zdaj srečamo, predvsem zadnje 2 tekmi, ni kazala prepričljive tekme, imela je velike težave s Poljaki, imela je danes ogromne težave s Hrvaško, sicer so jih povozili potem v podaljšku, ampak nema veze. Jaz sem nekako prepričan, da tale izbrana vrsta tole lahko igra. Ni tukaj v posamezniki, tukaj je čisto moštvo. Vsi so nevarni, pismo. Kdorkoli pride na igrišče je nevaren. Grizemo v obrambi, danes smo celo igrali, mislim, da nek kvazi conski pressing po celotnem igrišču, pa recimo, da smo ga res stisnili tam, ko so se približevali polovici, 2 od spredaj, 3 od zadaj. Tudi ko so nasprotniki nam vsilili cono, oziroma so postavili cono v njihovo obrambi, smo imeli na to odgovor, žoga gre, skočimo, gremo v protinapad, pa če je to Kroflič ali če je to Samet Grošič, nema veze. Fantje so zanimivi, vse te karakteristike mislim, da se res dobro vpletejo v to moštvo. Zdaj nimam tukaj seznama, pa ne bi rad koga izpustil, ampak prav pri vsakem fantu bi iz zunanjega sveta, iz tribune lahko rekel, da ima svojo vlogo, pa primer Kroflič, ki je lider, ki in razigrava in dosega točke, ali gre v prodor, ali zadane za 3. Padjen, mislim, da je najboljši asistent naše ekipi, zelo razigrava,
če vidi, da mogoče podaja ne bo šla, ali jo bo vrgel, ali jo bo šel v prodor. Tu imamo Petkovskega, klasičnega organizatorja igre. Potem imamo tu enega Bolharja, ki ni tipičen playmaker, ampak lahko razigrava moštvo, lahko z lahkoto prenese, odličen je na dvojki, če bo sam 1 meter na trojki, jo bo zgazil, definitivno. Tu apeliram zdaj na slovenske klube, ker nekaj teh fantov bo še igralo doma, ti fantje morajo v prvo peterko, pa če ne drugega prvih 5 minut. V prvih 5 minutah ti nihče ne bo zafrknil tekme. Mogoče, kaki mogoče, ti fantje se služi mnogo več kot le začetek v prvi peterki, eden izmed teh je Bolhar. Vid Habar, novopečeni član Idrije, nekako je malenkost v ozadju, čaka na svojo priložnost iz krila, kakšno utekavanje, kakšen visok blok, pol pa pride z neko potezo, ko gre z žogo preko igralca, dvokorak zabije, mislim, poteza, ki ne veš od kje jo je vzel. Skratka, odlično. Zdravkovič, obstavnik, ostostrelec, čaka v kotu, da jo pljune, zelo je učinkovit z razdalje, daleč od tega pa, da je to njegova glavna vloga. Grize, muči prve organizatorje igre ali pa celo najboljše igralce nasprotnega moštva, dejansko je tečen kot muha in zaradi tega on tukaj v reprezentanci. Bine Plut je mogoče tukaj še zraven Ciperleta najmanj igral na tem prvenstvu, pa vendarle ima kar močno konkurenco spodaj na centrskih položajih, tako da njega še mogoče najtežje ocenim, daje svojo borbenost koliko lahko. Lapajne, visok, podobno kot oče, sila borben, naredi svoje v obrambi in kar sem pogrešal malenkost v njegovi klubski sezoni pri Heliosu, tukaj ne razmišlja dvakrat, ko meče z razdalje in to zelo uspešno. In mogoče se še, zdaj se je začel zavedati, prej pa se verjetno ni, da je to ena izmed njegovih večjih nevarnosti za nasprotnika, se pravi boljših stvari, med z razdalje, zelo pogumno, naloži žogo, frcne in se pravi šut, pade. Menič se itak boli pod košem, mislim, da je pri njemu še ene ogromno rezerve, mogoče malenkost nesigurnosti pri njem čutim, ne zdaj to, da je nekaj krizna zadeva, ampak verjetno bi še lahko malenkost bolj moško odigral, medtem ko pa njegov partner in crime, se pravi na položaju centra, kaj je to, Skokica, kaj je to, Fedra, Faganel, fant ima Fedre na nogah, dobesedno skočen in v obrambi in v napadu, rabiš Elju podajo, dajo, vržijo, on jo bo ujel, rabiš eno blokado nasprotnika, pade, skratka, ne zmanjka mu energije, nikakor, res krasno. Zdaj zelo študiram, če sem koga pozabil, jaz upam, da nisem, se pravi, nimam seznama, grem čisto po spominu. Če sem koga pozabil, prosim, opozorite me spodaj, bom v komentarjih pokomentiral. Za trenerja sem že omenil, Daniel je s strokovnim štabom odlično pripravil tole ekipo na popolnoma vseh tekmah do zdaj, se pravičujem, malo je bumpy road tukaj, ne, kaj je to bumpy road, kakšna cesta že, pač, se razumete. Res lepe akcije, toliko različnih sistemov, tako v obrambi kot v napadu, fanti govorijo, si pomagajo. Mislim, nekaj res osnove, govorimo o osnovah, ki pa žal včasih kje druge niso izpolnjene, oziroma niso na takšnem nivoju, ali upam tole reči na glas. Tako da jaz mislim, da bi si članska reprezentanca marsikaj lahko za vzgled jemala pri mlajših kolegih. Resnično to mislim, v to verjamem, ker so fantje suvereni, res lepo igrajo. En gospodič me je opozoril na moji Facebook strani, če so možna kakšna vprašanja, kdajkoli. Absolutno so možna vprašanja, če bi kdorkoli kaj mi želel zastaviti, želel moje mnenje slišati, ga dopišem, absolutno, mogoče celo naslednjič v videu izpostavimo vprašanje.
Tako da ja, zelo zaželjeno, v bistvu tudi meni bi bilo to izredno zanimivo. Tako da ja, nič, gremo na Francoze, polfinale korak za korakom, kaj se dogaja v drugih skupinah, zdaj niti natančno ne vem, mislim, da se zdaj Srbija in pa Grčija pomerita, kaj se je prije dogajalo, zaradi vsega tempa življenja, nisem čisto vse seznanjen, nažalost. Ampak res uživam, no. Fantje bi si zaslužili večjo podporo publike, mogoče tudi medijev, ker igrajo krasno, no. Res igrajo krasno, mislim, da se lahko nadejajo, predvsem oni, pa tudi mi navijači, lepega uspeha. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta, za podobne vsebine in analize pa vabljeni, da se naročite na moj kanal. Srečno!